Lep pozdrav, oziroma dobro večer je že verjetno. Hvala za predstavitev in za povabilo na tole današnje predavanje. No, jaz lahko povem, da je bil danes tale stres, ki sem ga doživljala tale teden, danes tudi moj kolega in mi je pomagal, da sem se pripravila na tole srečanje in danes v miru pač sem tukaj z vami in bom poskušala povzeti neka ključna sporočila, znanje, izkušnje moje, tudi nekaj drugih izkušenj sem zbrala v tem, kaj je stres, kaj so dobre plati in na kakšen način lahko v različnih stresnih situacijah delujemo in preprosto smo v smeri dobrega zdravja, dobrega počutja, zadovoljstva. Jaz imam en privilegij, da imam službo, v kateri imam priložnost, da stvari, ki se jih učim za svoje delo, tudi zelo koristno uporabljam za svoje zasebno življenje in se trudim seveda tudi stvari, ki delim z drugimi živeti, ker drugače si tako kot nek malo hinavsko, sviga v žepu, polne modrosti, ti pa s praznimi baterijami. Tako da, se pravi, moje delo mi ponuja veliko priložnosti in tudi postavlja neke pogoje, da skozi se učim in gledam naprej, kar je en velik plus. Ko govorimo o stresu, malo sem povprašala, naredila sem eno tako, bom rekla, laično analizo stanja, kaj bi ljudi zanimali in tako ne. Seveda bi bilo najboljše dati formulo, odgovor, čarobno kombinacijo. Vprašanje oziroma odgovor za $1 milijon, ki ga pač seveda nimam. Kaj je tisto, kar pomaga, da bi živeli brez stresa? Na podlagi tega, kar danes vemo o stresu, to tudi ne bi bil dober nasvet. Se pravi, živeti čisto brez stresa, ker zagotovo so tudi plusi, ki jih stres prinese s sabo. Zdaj, kaj pomaga, da lahko drugače ravnamo, ga drugače razumemo, uporabimo tudi to energijo, ki nam jo stres da, je pa treba širše gledati sliko, se pravi sestaviti različne koščke. In tudi, ko govorimo o tem, ko želimo nekaj spremeniti pri sebi, v svojem življenju, je pomembnih več dejavnikov. Prvi je zagotovo to, da se zavedamo, kje smo trenutno, kaj se z nami dogaja. To je včasih že velik korak. Ker ko govorimo o stresu ali pa iz izkušenj, ki jih imam pri delu z ljudmi, včasih porabimo kar nekaj časa, da človek zbere moč, pogum, da pogleda, kje zdaj trenutno je in kaj se dogaja z mano. Zaradi tega, ker mi imamo na voljo, naša osebnost nam daje kar veliko enih, bom rekla tako laično, pripomočkov. Eno je to zanikanje, se pravi, da to malo odlagam, da lažje pač grem naprej, ker nam včasih seveda zelo koristi in ga rabimo, če pa to delamo na dolgi rok, nam začne pa škoditi. Se pravi, zato je ta prvi korak, da se zavedamo, kje smo, kakšna je naša situacija. Potem je pomemben korak motivacija, se pravi, kdaj je ta pravi čas, kaj so tiste stvari, ki bomo pa rekli, zdaj pa res ta pravi čas, da to naredim. In potem seveda je treba nekaj narediti, akcija. Poti so pa različne in mislim, da je formula ta, da vsak od nas najde ta prava pot, prava pot za nas bo tista, ki bo nam ustrezala. Saj možnosti danes na trgu, kaj vse lahko počnemo, je izjemno veliko, kar je včasih mogoče tudi ni tako zelo dobro, ker nas pol peljejo na različna pota. Ampak, kot rečeno, iz mojih izkušenj, iz dela z ljudmi in osebno funkcionira tisto, ta prava kombinacija, ki jo najdemo zase. In preden grem naprej, bi delila z vami eno zgodbo, kateri je kar nekaj sporočil, ki jih bomo potem tekom današnjega predavanja še slišali. Je zgodba o mizarju, je delal pri eni družini, en večji projekt so imeli in pač en dan na poti v službo se mu je počela guma in je zamujal 1 uro. Pa je prišel pač delati to hišo, bilo je zelo veliko dela, potem se je pokvarilo še neko orodje,
polhanenih stvari. Tisti dan, ko se nam včasih zgodi, ko rečemo, vse jim gre narobe, se pravi, ali pa ko ima vrak mlade, ali kako že, No, skratka, potem na koncu dneva je pa še eno neugodno presenečenje bilo, da avto pač ni hotel žgati in je ta gospa, pri katerih je delal, je ponudila, da ga pelje domov. In je sprejel to ponudbo in se peljeta domov, med vožnjo je bil čist tih, strmel je pred sebe, tako, brez odziva. In potem prideta do hiše, kjer je živel svojo družino in je povabil gospo noter, da bi pač predstavil svojo družino in ona sprejme to ponudbo, gresta pač proti hiši in preden vstop noter, gre do enega manjšega drevesa, ki je raslo pred hišo in se tako s prsti dotakne listkov na tem drevesu in gresta noter. In potem, ko pride noter, kot drug človek, se nasmehne, se začne pogovarjati, pozdrav otroke in tako. No in potem gospa odide in jo ta mizdarjo pospremi in ona reče, je radovedna, je rekla, nekaj me pa zanima, prej, ko sta vstopila, ste šel do tega drevesa, kaj je to pomenili? Pa se je nasmehnil in rekel, to je moje drevo za skrbi. Je rekel, vsak večer, oziroma ko pridem domov iz službe, na drevesu pustim skrbi, ki jih prinesem iz službe. Prav, jaz se zavedam, da ne morem biti brez skrbi, temu se ne morem izogniti, ampak zagotovo pa ne sodijo te skrbi v mojo družino, k mojim otrokom, k moji ženi. Zato jih pustim na drevesu in zjutraj, ko grem v službo, jih poberem nazaj. Prav se pa zgodi vmes ena zanimiva stvar, da včasih jih ni več toliko, kolikor jih je bilo zvečer, ko sem jih pustil na drevesu. Prepoznate verjetno kar nekaj sporočil, kot rečeno, se bom vrnila na njih v naslednji uri. Jaz sem o tem, kaj je stres, kakšne so dobre plati, vprašala nekaj najmlajših, nekaj starejših ljudi, pa še nekih drugih zelo modrih ljudi. In bi rada te stvari delila z vami. To so bili prvošolčki, pa dve še vrtčevski deklici. Sem vprašala, ena najmlajša iz naše družine, sem vprašala, kaj je to stres. In so povedali različne stvari. Mogoče še ena stvar, starši so rekli dostikrat, se oni še ne vejo, so premajhni, mi se ponad z njimi ne pogovarjamo. Ko se je skazalo, da otroci na to temo seveda kar nekaj vejo, pač imajo svojo izkušnjo. Poročali so o tem, da to pomeni, da si zmeden, da se čuden obnašaš, da te je strah, da je to takrat, ko se ti zelo razjeziš mami, ko spiješ veliko kave, da je to takrat, ko se bojiš enega kužka, pa pride k tebi, takrat si pač pod stresom, da si raztresen, da je takrat, ko hitiš, ko te boli glava, ko te nekaj strese, ko se ne počutiš tako dobro, ne tako, kot je normalno in se ti takrat tako se počuti, da se ti možgančki malo zmešajo. Na vsak način se počuti slabo. Oziroma stres je, če te nekaj preseneti, nekaj, kar nisi pričakoval. Ta zadnja je pa seveda je pa izkušnja enega starejšega, se pravi stanje človeka, ko se slabo počuti, ko ga je nekaj presenetilo. En gospod je bil, aktivirali sta malo svojo socialno mrežo, gospod čez 90 let star in on je pač, kakor sem razumela, povedal, da tega stresa v njegovi, on tega, kaj dosti se ni s tem ubadal, ga ni dosti čutil. Zdaj pa kaj pa, obstajajo dobre plati, sem jih vprašala. In jih je kar veliko rekel, da dobrih plati ni. Razen da takrat, ko daš to skozi, čutiš eno olajšanje. Par jih je pa rekel, da so tu dobre plati, recimo, da se boljš pripraviš na neko nalogo, se zbereš pa potem, ali pa ko greš teč na kros, ti da to neko energijo, nas varuje, da česa ne storimo, ker nas prej rata strah. Prav, kar veliko enih stvari vejo. In tudi, ko govorimo o najmlajših, je tudi, boste videli danes, ko bomo šli skozi tole predavanje, je ta prav čas, da jim neka
tudi prava sporočila na temo stresa že zdaj posredujemo v pozitivnem smislu, ne z vidika grožnje, strahu, ampak z vidika tega, da bojo bolj opremljeni. Skratka, kaj je stres? Zdaj, definicije veliko, tudi v nekem vsakdanjem življenju sem pod stresom uporabljal v zelo različnih situacijah. Gre pa za to, da je to neko stanje, naš odziv na neko situacijo, neke okoliščine, odziv, ko čutimo napetost. Napetost, ki se pojavi, kot pravi Kelly McGonigal, takrat, ko je neka stvar, ki je za nas pomembna, ogrožena. To je zdaj lahko je odnos z nekom, lahko je to, da ne vem, a bom uspela, danes tole predavanje dobro narediti, neko projekt v službi, karkoli. In je zelo subjektivna stvar. Zaradi tega, ker mi se bomo v podobnih situacijah ali pa v isti situaciji lahko zelo različno odzvali in tudi lahko bomo v stiski na drugačen način, različno dolgo časa. Seveda so neke situacije, okoliščine, ki so odzivi dosti podobni. Ampak tudi neke zelo tragični dogodki ali pa, da jaz rečem, travmatski dogodki ne bojo vedno pomenili, da bomo šli po isti poti. Zato, ker prispevamo seveda vsak s svojim vzorcem razmišljanja in potem odziva čustvenega, telesnega in vedenja. In že sam, bomo rekli, oče nauka o stresu, Hans Seil, je rekel, da ni stres tisti, ki nas ubija, ampak to, kako se mi odzovemo na njega. Skratka, kot sem rekla, pomemben je, da razumemo, da je odziv kompleksen in da so misli direktno vplivajo na naš čustven odziv, je povezan s telesnim odzivom in to vpliva na to, kako ravnamo, kako se vedemo. In ta 4 področja, da tako rečem, so neko vodilo, da se spremljamo, kje smo na temo stresa in seveda tudi, kje so vse možnosti, da neke spremembe uvedemo, če bi jih želeli, da se bomo v stresnih situacijah lahko bolj znašali. Mogoče samo še ena informacija. Zdaj, stresne okoliščine, situacije so zelo različne. Prihajajo iz našega okolja. En velik del stresnih situacij ali pa streserov, da tako rečem, je vezanih na medosebne odnose, bodisi v družini, na delovnem mestu, v šoli, situacije povezane s finančnim stanjem, s preživetjem. In na drugi strani imamo okoliščine, stresorje, ki prihajajo iz naše notranjosti, se pravi iz tega, ne vem, če imamo vseb nekega zelo hudega kritika, nam bo lahko kar veliko na to temo oteževal stvari, se pravi, kako zaznavamo sebe, kaj pričakujemo od sebe, neka kombinacija verov notranjih in zunanjih. Vse pa seveda se potem nekako gre še skozi to, kako na stvari gledamo, kakšne so naše vrednote, kakšen je naš način razmišljanja. In o tem malo več v nadaljevanju. Skratka, v zadnjem obdobju se je tudi na temo stresa, predvsem v okviru aktivnosti oziroma raziskav vezanih na pozitivno psihologijo, je en velik fokus oziroma del pozornosti usmerjen tudi na proučevanje tega, kaj zdaj s tem stresom, a ga lahko drugače razumemo. In prišli so do ena od stvari, eden od rezultatov različnih študij je, da je mindset, jaz sem ga prevedla kot način razmišljanja, tisti pomemben dejavnik, ki bo vplival na to, kako bomo mi stresne situacije zaznali, kako bojo vplivali na nas in ali bomo lahko iz te energije vzeli nekaj za svoj plus ali bomo hodili po poti v smeri
tega, da bomo pač zgubili zdravje in dobro počutje. In v osnovi sta dva načina razmišljanja, da je stres samo slab, da nas vodi v pot izčrpanosti in na drugi strani, da je stres tisti, ki nas lahko okrepi. Eno stvar, ki bi jo rada poudarila, je, da ko govorimo o dobrih plateh stresa in te definitivno obstajajo, to ne pomeni, da je zdaj prava pot, da si mi naložimo čim več stresa in da ni škodljiv. Absolutno ne drži. Stres je lahko zelo škodljiv, vemo, in lahko močno vpliva na nas zdravje in lahko zaradi njega terminalno izgubimo zdravje. Lahko pa nam da v tem specifičnem odzivu tudi to dodatno energijo nam pomaga ene stvari bolj speljati, včasih nam lahko tudi življenje res, če govorimo o nekih zelo kritičnih, življenjsko ogrožajočih situacijah. Pomemben je, da se naučimo stvari pogledati na, bomo rekli, bolj iz vidika, da ga znamo bolj uravnoteženo spremljati ali pa razumeti, in da znamo pri sebi okrepiti tiste moči, da bomo čim prej lahko ulovili nazaj neko ravnovesje, ko nas neka kriza, neka situacija zamaje. Zdaj, ta način razmišljanja, sem že na začetku govorila o tem, neposredno vpliva na to, kakšen bo naš telesni odziv, kakšen bo naš čustven odziv in potem kakšno bo vedenje. In Kelly McGonigal, ona je tudi se na temo dobrih plati stresa zelo veliko ukvarja. Če vas več o tem zanima, priporočam njeno knjigo Upside of Stress je naslov. In prav, da so 3 stvari ključne, ko govorimo o dobrih plateh stresa. Zdaj, razmišljanje, da je ta odziv, ko se jaz odzovem in povem, da sem v stresu na neko okoliščino, da je to dodatna energija. Se pravi, nekaj, kar zdajle potrebujem, da to speljem. Druga pomembna stvar je, kako sebe vidim. In če sebe vidim z nekim zaupanjem, da sem kompetentna, da mi bo uspelo ene stvari speljati, oziroma če nimam dovolj nekih resursov, da uspem dobiti podporo, ki jo rabim, je to zopet pomemben plus. Dejavnik, ki bo vodil v to, da bomo v pozitivno smer. In tudi ta del, da razumemo, da doživljamo stres vsi. Se pravi, ni to zdaj, da je to pač povezano z neko mojo šibkostjo, ranljivostjo, krhkostjo ali čemarkoli, v kar se včasih uspemo nekako zaciklati, če tako rečem, v svojem razmišljanju. Zdaj, stres ima, smo že parkrat rekli, je specifičen odziv, tudi na telesnem nivoju. Ni vedno enak. Najbolj znana je reakcija boj-beg, poznamo to. Tukaj je tale klient se šel v neki krizni situaciji očitno boriti, pa se ni izkazalo za najboljšo odločitev, mu pravi tale psihologinja oziroma psihoterapeutka, da bi očitno bilo boljše, če bi se umaknil v tisti situaciji. Skratka, to je reakcija, ki nam absolutno pomaga v določenih situacijah, nam vsa ta zaloga, ta vir energije, ki nam ga telo da, in tudi to, da se umaknemo ali pa postavimo zase zelo v nekem prvinskem načinu, prav pride. Kot sem pa že prej rekla, pa niso vse stresne situacije take, da rabimo ta odziv in tudi glede na našo miselno naravnanost in čustven odziv ne bo vedno v telesu enak, ker strah nam da drugo popotnico. Strah je povezan z grožnjo in grožnja pomeni, da se moram braniti. Jeza ni povezana z grožnjo. Je povezana z nekim razumevanjem, da se je meni krivica naredila, da je prav, da se postavim zase. Žalost zopet ima drugo podlago. Je lahko tudi je sosledje lahko. Sram je zopet povezan z nečim drugim. Skratka, paleta
odzivov, ko govorimo o stresu, je zelo, zelo, zelo različna. A ne? To je pomembno, da razumemo. A ne? Sekundo. Ja. Zdaj, stres na različne načine vpliva na nas. Vpliva na naše zdravje lahko, na vitalnost, na to, kako se učimo, kako pač se razvijamo, rastemo, ne samo v fizičnem smislu, tudi osebnostno, na naše delovanje, produktivnost, tudi na medosebne odnose in še na druga področja. In zopet lahko pač deluje v negativnem, so učinki v negativnem smislu, v to, da gremo po poti izčrpanosti. Raziskave, ki sem jih pa že omenila, govorijo pa tudi o tem, da ima lahko pozitivne učinke do ene mere na vsa ta področja. Ne? Se pravi, če govorimo o produktivnosti, pomaga, da se bolj osredotočam, da se pripravim. In zopet govorimo o zdravi meri nekega pritiska, če zdaj stresu rečem pritiska. Ne? Na učenje mi da motivacijo, da se še z nečim seznanim, da grem naprej. Ne? Tako, kot je prej ena punčka govorila o krosu, o tekmovanju. Ne? Seveda doživljaš stres, ampak ti da pač energijo, da se uveljavaš. Ne? Pri medosebnih odnosih je lahko tudi pač neka informacija, da uvedem predlagam neko spremembo, se lotam stvari na nek bolj ustrezen način, da spremenim nekaj, ne, da v tem smislu nam lahko pač pomaga stvari spreminjati. Ne. Zdaj, kakšni so, kako prepoznati, da smo v stresu, ne, smo rekli že na začetku. Tista prvi košček sestavljanke je včasih za njega rabimo kar nekaj časa, ne, da se zavedamo. Zdaj, področji oziroma dejavnikov, ki jih izprašamo, da tako rečem, ali pa upoštevamo, je več. Ne. Pomembno je naše vedenje, naš način razmišljanja, medosebni odnosi, telesno počutje. Na vseh teh področjih oziroma pri vseh teh dejavnikih se to, da sem pod stresom, da se z mano nekaj dogaja, da je mogoče stresa preveč, kaže. Če dam to v nek praktičen primer, ne, bo lahko to pomenilo, da bo vedenje, ne vem, bom iz enega praktičnega primera črpala, bo vedenje zelo impulzivno, bolj nestrpno, ne, se človek ne bo znal lih ustaviti pa malo pomisliti, ampak bo kar bleknil, doživljal bo več neke jeze, nezadovoljstva, frustracije, ali so pa pač nihanja v razpoloženju. Zdaj je tako, čez nekaj časa je tako. Čutil bo, če govorimo o čutkih, senzacijah, več napetosti, razmišljal bo v smer, če zdaj govorimo o domišljiji, ne, bo ideja, da to jaz ne mogo dobro speljati, ne bo šlo izven mojega, ne bo tako, kakor pač sem si jaz zdaj zamislil, a ne. Kar se tiče nekih prepričanj, idej, bo to, ne, se mi nikoli nič ne uspe, res je tako, kot pravijo, ne vem, ko mi je nekdo govoril, mogoče iz svoje družine. V medosebnih odnosih se to lahko kaže tako, da se umakne, ne, ali pa da postane, da je več nekih konfliktov. Telesno počutje je pa zopet in neka skrb zase, se jo pusti lahko, lahko se pač, ne vem, poslužuje več, ne vem, kadilci bo začel izrazito kaditi, način prehranjevanja se bo spremenil, ali bo šel v smeri tega, da opuščamo pač neko ustrezno prehrano, da jemo preveč. Skratka, veliko enih koščkov se sestavi in to je pomembno. Važno je, da gledamo pač širšo sliko, ne samo pač enega dela. Ne. In zdaj, če vsak pri sebi spraša, kako se pri njemu čuti, in če bi tukaj zdaj dali na mizo naše izkušnje, bi videli, da imamo zelo različne
odzive. Ne. Pomembno je, da smo v stiku s sabo, tako kot psihologi radi pač povemo, ne, da imamo kontakt s sabo, da vemo, kaj se z nami dogaja. Ne. Moja izkušnja je ta, recimo jaz pri sebi zelo hitro prepoznam, ko mi začne nabirati napetost takole v ramah, a ne, začne me takole tiščati, ne, postanem bolj razdražljiva in se dostikrat različen od situacij, ampak v enem obdobju, ki je bilo zame zelo stresno, je bil pač moj odziv ta, da sem se bolj vase umaknila, ne, se pravi, tudi sem se še lepo zavedla, ko sem hodila na neke ven v naravo, da se sprostim, je takrat v tistem obdobju pasalo, da sem šla sama, a ne, z nikomer drugim, ne, ker je imel pač to tudi drugo funkcijo, ne. Skratka, širša slika, kot rečeno, je pomembna. Ne? In zdaj, kaj so dobre plati stresa? Smo že rekli, da zagotovo so. Ne? Nekaj sem jih že omenila. Ne? To, da dobimo stresom neko dodatno energijo, moč, zato, da se lotimo stvari, da lahko nas motivira, da se povežemo z drugimi na drugačen način, lahko nas pač motivira, da nekaj pač izvedemo na učinkovit način, da se bolj osredotočimo. Lahko nam da tudi moč, da gremo naprej. In kot sem že prej omenila, v določenih situacijah, ko gre za življenje, ne, nam pomaga se odzvati v smeri zaščite sebe in zaščite drugih. Ne. To so zagotovo dobre plati stresa. Problem je, kot rečeno, če je ta aktivacija, ki je povezana z neko grožnjo, ostane prisotna na samo dlje časa, ne, ker potem začne naše telo seveda funkcionirati na drugačen način in dolgoročno to pomeni, da lahko izgubimo zdravje, absolutno vpliva na naše slabo počutje, na medosebne odnose in še veliko pač nekih negativnih posledic, ampak danes, glede na fokus našega predavanja, se jaz več kot toliko ne bi posvečala pozornosti temu delu, kar ne pomeni, da ni realen in da ni pomemben. Ne? In še pomembno sporočilo, gospa je ta, ki sem jo prej omenila, avtorica knjige Upside of Stress, da s tem, ko na nek način sprejmemo stres kot nekega kolega, kot je Urška prej rekla, da lahko strah, ki ga čutimo, povežemo s pogumom. Ne. Se pravi, pogum ne pomeni odsotnost strahu, ki bi včasih pač kdo narobe si razložil, ampak pomeni pač nek ver, s katerim se lotimo lahko strahu, se soočimo z njim in gremo kljub strahu lahko naprej oziroma se soočimo s to situacijo. Neko izolacijo, ko jo čutimo, nam lahko pomaga spremeniti v povezanost v primeru, da se odpremo, da se obrnemo k drugim. Ne? Ta del bomo v nadaljevanju videli, da je izjemno pomemben. In tudi neko trpljenje, ko spremlja včasih določene okoliščine, situacije, dogodke, nam lahko pomaga spremeniti v smislu. Zdaj to, a veste, ko se nam nekateri, verjamem, da nas ima večina vse kakšno zelo zoprno izkušnjo življenjsko že za sabo, nekateri tudi verjetno kakšno travmatsko. In ko se na začetku soočamo z neko izgubo, z neko veliko spremembo, ki močno zamaje naše življenje, je seveda težko videti ta del, ne? Da ima to nek smisel ali pa kaj bom zdaj zaradi tega jaz, ne vem, kakšen plus je zdaj iz tega. Na začetku ne moramo videti prav čisto nobenega plusa. Ne? In če smo v vlogi nekoga, ki pomaga, bi bilo tudi narobe na začetku ljudem zdaj to ponujati. Ja, saj boš videla ali pa boš videl, da ne moraš videti, kaj je dobrega tudi pri tem. Na začetku ne moreš tega videti, ker rabiš čas, da greš naprej, da se soočiš z izgubo, da obžaluješ.
Potem pa lahko pride v enem obdobju ta čas, ko osmisliš, ko rečeš, ok, daš to okoliščino, to izkušnjo na neko svoje mesto in uspeš videti tudi, kaj si s to izkušnjo pridobil. Seveda, če bi lahko zavrtel film nazaj, bi ga zavrtel, pa ne bi izkušnje dal v svoje življenje, mogoče. Ampak, ko se ti pa to zgodi, potem se zgodi pri nekaterih ljudeh tudi ta moment. In ko govorimo o psihološki travmi, o travmatskih izkušnjah, o travmatskem stresu in o tej spremembi oziroma v tej novi perspektivi govorimo o potravmatski osebni rasti. Ena pomemben dejavnik oziroma sposobnost, ki nam pomaga v stresnih okoliščinah hitro dobiti nazaj ravnovesje, se drugače odzvati, izkoristiti te, bom rekla, dobre plati stresa, je prožnost. Angleški izraz je resilience. Pri nas ni še dogovorjenega strokovnega izraza zdaj. Mi uporabljamo prožnost, eni govorijo še o kombinaciji življenjska odpornost in prožnost. Prožnost, resilience ne pomeni, da sem odporna na kakršnekoli negativne stvari, ni to. Pomeni, da kot rečem, da uspem, kljub temu, da se mi nekaj težkega zgodi, zahtevanega, da uspem pač se poravnati in iti v smeri plusa, v smeri zdravja, blagostanja. S proučevanjem prožnosti so se začeli ukvarjati prejšnje stoletje, tam v 60-ih letih, in so začeli, v bistvu so se spraševali, zakaj nekateri otroci oziroma ljudje po vseh pač težkih izkušnjah, ki so bile povezane z drugo svetovno vojno in še z nekimi drugimi dogodki, zaradi česa eni uspejo pač ohraniti zdravje, iti v smeri, nekega življenja, zadovoljstva, nekateri pa se odzovejo v smeri bolezni, patologije. In prožnost je bil ta odgovor. Ena ogromna raziskava, pa ne bomo šli zdaj v detalje, velika raziskava, ki je trajala 30 let, je tudi pokazala raven ta del. Da so otroci, kljub temu, da so bili izpostavljeni nekim večjim dejavnikom tveganja, da je en del te skupine šel v odraslo dobo s popotnico v zdravje in zadovoljno življenje. Richard Davidson je referenca na področju nevroznanosti, psiholog je tudi, in on je pravi, jaz sem poslušala en njegov intervju, in sem intervju z njim in je rekel, da mu je Dalaj Lama, leta nazaj, mi je rekel, pa zakaj vi vašega znanja, ki ga imate, ki ga vlagate v to, da proučujete, zakaj ljudje zbolimo, pa zakaj nam gre vse toliko narobe, pa tako, zakaj tega ne usmerite tudi v to, da boste ugotovili, kaj je tisto, ki nam pomaga, da smo v redu, da smo zdravi, da smo dobri. Rekel, in to mi je bila ena tak preskok v mojemu načinu razmišljanja. Tukaj bi pač danes delila z vami samo en košček rezultatov raziskav, s katerimi se ukvarjajo. On in ekipa proučujejo, kaj so dejavniki blagostanja. Tudi v tem intervjuju je razložil, da ne govorijo o sreči, ampak govorijo o blagostanju, zaradi tega, ker prav ljudje se včasih seveda znajdemo v situacijah, smo v obdobjih, ko nismo srečni, ker se nam je zgodila neka stvar, zaradi katere v tem trenutku nisem srečna, ampak še vedno imam pa lahko
blagostanje svoje. Ne? In govori o 4 dejavnikih oziroma sestavinah blagostanja. Ena od njih je prožnost. Ne? Potem so pa še neka splošna pozitivna naravnanost, v smislu, da znam poiskati, videti prijetne dražljaje, prijetna čustva, neke sposobnost, da vzdržujem neka prijetna čustva. Potem tretja je čuječnost, se pravi, da uspem živeti tukaj, ne da se ukvarjam zelo veliko s tem, zakaj sem nekaj naredila tako, kot sem daleč nazaj ali pa ne vem kdaj, oziroma kaj vse me čaka daleč naprej. Ne? In on pravi, da nekatere raziskave govorijo o tem, da smo ljudje skoraj pol časa svojega nismo prisotni tukaj in zdaj. Ne? Se pravi, smo osredotočeni nazaj ali pa zelo naprej. In 4. dejavnik so neka prosocialna vedenja, kot so empatija, to, da se uspemo povezati z drugimi ljudmi, sočutje do sebe in do drugih, dejanja hvaležnosti in tega, da pomagamo drugim. Ne? Tisti, ki ta področja mogoče malo bolj spremljate, veste, da danes je čuječnost, hvaležnost, to, da se uspem odprti drugim, pomagati, se povezati v skupnosti za neko skupno dobro, so pač neki varovalni dejavniki, ki v kombinaciji nam zelo, zelo prav pridajo. In že sam Darwin, to mi je bilo zanimivo, ker sem malo, kot rečen, probala zbrati izkušnje različnih modrih ljudi, zelo mladih in starejših. Že Darwin je prišel do spoznanja, da ne preživi, če govorimo zdaj o vrsti, tista, ki je najmočnejša, ampak tista, ki je najbolj fleksibilna, da se prilagodi na spremembe. O tem govori prožnost. In še eno stvar je pač predstavu pojasnil, da je za ohranitev vrste pomembna še en dejavnik, to, da smo sočutni, se pravi, da znamo poskrbeti drug za drugega, da si znamo izraziti pač neko podporo. In tiste vrste, ki tukaj najbolj prosperirajo, imajo možnost, tako je on takrat razlagal že dolgo nazaj, imeti več potomcev in se ohraniti. Tako da vidite, malo zelo starih izkušenj in izkušenj pač raziskav, ki izhajajo povezanih z nevroznanostjo, a danes da veliko enih novih informacij. In zdaj, če govorimo o prožnosti, se mi je zdelo tako koristno, da mogoče predstavim zelo na kratko še model, ki ga predstavlja Stephen Sideroff in govori o prožnosti. Saj, a veste, dejavnikov, različni avtorji govorijo o različnih dejavnikih, ki vplivajo na prožnost. Ampak, ko jih damo skupaj v osnovi, pridemo do istih sporočil. Njegov model se mi zdi tako zelo jasen. In on pravi, da je 9 stebrov prožnosti. Prvi 3 so vezani na odnose. In prvi steber, ki je temeljen, je, kakšen odnos imam do sebe. Se pravi, kako sebe sprejemam, a znam biti do sebe sočutna, z neko nežnostjo, primerno kritičnostjo seveda, z neko odprtostjo in pripravljenostjo za spremembe. Kakšne imam odnose z drugimi? Podporna socialna mreža, podporni odnosi, ki jih imamo med seboj, so en ključnih dejavnikov, kar se tiče prožnosti. In tudi, če govorimo o zelo težkih izkušnjah, zopet iz izkušenj dela z ljudmi, tisti ljudje, ki imajo vsaj enega, 2, na katere se lahko obrnejo, imajo podporo, imajo zagotovo boljšo popotnico, kar se tiče, bom rekla, včasih je potrebno tudi okrevanje.
Mene zaskrbi takrat, ko človek pove, da nima nikogar, s katerim bi lahko delil, dobil podporo, poiskal pomoč. In tretji steber v krogu, mislim, v tej kategoriji odnosov, je to, da imam vero v nekaj večjega od mene. To je pa ta del, ki sem ga prej omenila, da se bodisi ali povežem v skupnosti, da, ne vem, prostovoljno se aktiviram, da lahko je pa pač povezan tudi z neko duhovno prakso, ki jo prakticiram, karkoli, v bistvu gre tukaj za neke prosocialne vezi, ki jih lahko pač spostavljam, negujem z ljudmi, z živalimi, s hobiji, se pravi ta del odnosov. Druga kategorija, novi 3 stebli, so ravnovesje, kar se tiče telesnega stanja mojega, se pravi, da znam si pomagati, se sprostiti na ta prav način, poskrbeti za to, da bo moje telo dobro, čustveno ravnovesje v smislu, da znam na primeren način izraziti čustva, da se tukaj ne imam prave predstave. Se mene včasih malo pojezi, da ko slišim ljudi, ki rečejo, ne smeš biti jezen, ne smeš biti strah in tako pa, mislim, moje mnenje je, da to absolutno niso prava sporočila. Čustva nam vsa prav pridejo. Problem je, če nas preplavljajo ali pa da me jeza vod zdaj dolg časa, da jo negujem in da iz nje pol dolgoročno delujem. Ali pa enako za strah ali pa sram. Takrat, ko se pa nekaj zgodi, mi pa jeza daje eno informacijo. Že prej sem rekla, strah mi da tudi informacijo. Ta fant, ki je to delil, pove, strah nam reče, lej, tole, tukaj nisem sigurna, lahko se nekaj zgodi, in boš, da malo počakam. Skratka, na ta način, da znamo izraziti, čutiti čustva, si dovolimo čutiti čustva in jih na ta prav način izraziti. In neko kognitivno ravnovesje govori pa o tem, kakšne imamo prepričanja o sebi, o drugih ljudeh, v svetu, kaj pričakujemo, kakšen je naš vrednostni sistem. In zadnja skupina stebrov je pa to, smo že prej rekli, prisotnost, pravi, da znamo se osredotočiti, da smo tukaj, da smo prisotni, kaj se dogaja z nami, neka fleksibilnost. In še tretji steber, ta moč, da se lotimo stvari mi, da jih izpeljemo, da se angažiramo, vpletemo in delamo pač tiste akcije, ki so potrebne. Zdaj, ta model teh 9 stebrov je lahko okvir, da pogledamo, kje smo, kje so naše veščine oziroma naša porožnost, po drugi strani pa tudi izhodišče za to, da na katerih področjih lahko ta naš varovalni dejavnik krepimo, kje vse lahko delamo v smeri večje prožnosti. In če ste za, bi čuječnost, to sem že parkrat omenila, bi naredili skupaj zdaj eno kratko vajo, bom rekla, ali pa priložnost za tole prakso čuječnosti. To kombinacijo razvil gospod tale Vijay Bhatt. Jaz moram reči, da jaz vsake toliko časa mi prav pride. Naredim eno krajšo verzijo, odvisen, koliko imam časa, ponavadi jo naredim zjutraj. Kot del enega jutranjega rituala. In predvsem takrat, ko me čaka kakšna zoprna reč ali pa ne vem, sem pa kdaj za mano kakšna noč malo slabšega spanja, ki se na srečo zgodi v zadnjem obdobju zelo redko, ampak se pravi, takrat poiščem iz te neke, bom rekla, repertoarja možnosti, ki sem si jih nekako tekom let ustvarila, tisto, kar mi v tistem trenutku se mi zdi, da mi najbolj prav pride. In tale kratka tehnika je ena od njih.
Zdaj, nekateri ste bili na predavanju moje kolegice Vite Poštovan, ki je govorila o čuječnosti, nekateri ne. Jaz sem se pa odločila, da jo vse naredimo, tako da bo pač tudi, če ste bili pa to prakticirate, bo pač za vas priložnost, da teh par minut se izkoriste, pa se osredotočite nase. Tako da vse, kar morate narediti, je, da se pač sproščeno usedete, tako da imate obe stopali na tleh. Probite sedeti tako, da imate hrbet poravnan, ampak ne rigidno, tako da vam bo neudobno, ampak še vedno sproščeno. Roke imate pa lahko, kakor želite imeti obrnjene, tako, kakor želite. Predlagam, da zaprete oči, na ta način se boste lažje osredotočili nase. Če pa komu težko, pa ima lahko odprte oči. V tem primeru pa predlagam, da se v neko točko osredotočite svoj pogled, zato da zopet boste lažje svojo pozornost osredotočili, da ne bo po prostoru begala. Tako da za začetek samo osredotočite svojo pozornost na svoje telo, tako kot bi naredili en tak hiter pregled telesa, od glave, po celem telesu do nog, in boste sem pozorni, kako ste v vašem telesu. Če zaznate kakšno napetost, ne gre samo, jo sam spustite, ne gre mimo. In ko pridete v svojem ritmu do nog, pojdite svojo pozornostjo nazaj proti glavi. Sem pozorni na to, kako ste v svojem telesu, brez vrednotenja. Kaj zdaj to pomeni, kako bi mogli biti, brez truda, da je treba biti drugače. Zdaj se pa osredotočite na svoje dihanje. In zopet samo opazujte, kako dihate. Spet brez namena, da vrednote, dihate v redu ali ne, ali je treba kaj spremeniti, samo pozorni bodite na svoje dihanje. In tudi naprej, če vam bo slučajno pozornost ušla, se vrnite sam nazaj na dihanje. Dihanje nam pomaga zelo hitro se osredotočiti na sedanjost. In zdaj si predstavljate, da svoje misli, ki jih imate trenutno, lahko vidite na zaslonu računalnika ali pa televizije. Samo opazujte jih. In potem si predstavljajte, da lahko te misli izklopite, tako kot izklopite različne programe na računalniku, tako kot lahko zaprete zaslon računalnika. Da sami izklopite zaslon, ta program, ki je prižgan, in naj grejo misli trenutno svojo pot. Zdaj se pa osredotočite na svoje srce. Najprej se osredotočite na svoje fizično srce. Mogoče lahko slišite, čutite, kako bije,
Mogoče čutite še kakšen drug občutek povezan z vašim fizičnim srcem. Sem na fizično srce bodite pozorni. Zopet brez namere, da je treba kaj spremeniti. Zdaj se osredotočite še na svoje čustveno srce. In si predstavljate, da ga odprete, da sprejmete sebe. Druge se lahko povežete z njimi. Osredotočite se na svoje odprto, čustveno srce. Zdaj vas pa še povabim, da postanete pozorni na svojo okolico, na to, kaj slišite okrog sebe, kaj zaznate. Če želite, lahko odprete tudi oči in pogledate, kaj vidite. Osredotočite se na svojo okolico, na to, kaj je trenutno prisotno, kaj se dogaja okrog vas. In zdaj še v zadnjem koraku si predstavljate okrog sebe vaš osebni prostor, ki ima tudi svojo posebno energijo. Vsak od nas ima okrog sebe svoj prostor. In si samo pozorni bodite, si predstavljate, kako se sreča vaš prostor s osebnimi prostori drugih okrog vas. In zopet brez vrednotenja, samo kakšno je to srečanje in odprtnost za srečanje. Potem, ko boste pripravljeni, vas pozvavam, da pridete nazaj, odprete oči in ste še zmeraj tukaj in zdaj. Ja. Kako je šlo? Vam je uspelo se povezati, biti? Ja. To praksa zahteva svojo prakso. Če to uspemo nekako vaditi, prakticirati, postane v enem trenutku nekaj, kar nekako ponotranjimo. No. Se ni treba več tehnično tega lotiti, ampak je v bistvu del našega repertoarja. Kaj lahko spremenimo torej, ne? Še zadnjo sklop našega srečanja. Kaj lahko pomaga? Kot rečen, sem jaz vključila v tole mojo laično raziskavo, tudi najmlajšo članico naše družine in ona prav, takrat, ko je, ne reče pod stresom, ampak takrat, ko se ne počuti v redu, to za njo pomeni stres, takrat prosi mami, ne, da izkuha kakšen čaj, ali pa potem vpraša še babi, ki ima poln zelišč, in poda še ona kakšen nasvet. A ne? Se pravi, vse obrne po pomoč, kar je seveda zelo dobra popotnica za naprej. Ena velika modrost je v tejle misli Winstona Churchilla, ko pravi, da je pač
nek gospod na svoji smrtni postelji rekel, ne, kot vidite zapisano, da je imel v življenju veliko težav, veliko od njih se sploh ni uresničilo. In to je ena od stvari, če nam jo uspe odpraviti, se pravi to preigravanje različnih možnih scenarijev, kaj vse se lahko zgodi vnaprej, če nam tukaj uspe narediti spremembo, ne, da ne tratimo svoje energije s stvarmi, za katere ne vemo, kako v resnici bojo šle, je ena ogromna reč, ko smo jo naredili. Jaz se na to temo pač sem hvaležna, da mi je uspelo v enem obdobju nekako se naučiti odložiti ene stvari do takrat, ko bojo aktualne, ne, in iti korak po korak z nekim zaupanjem, da mi bo uspel, bodisi ali sami ali s pomočjo drugih, ne, lahko tudi z nekimi novimi akcijami stvari speljati, ne. Absolutno pa kot rečen, veliko naredimo lahko s tem, da izklopimo, damo na stran iskanje odgovorov na ne vem koliko vprašanj, hipotetičnih, ne, ko še ne vemo, katera bojo sploh aktualna. In se da. In druga pomembno sporočilo na to vprašanje, kaj lahko drugače, kaj lahko pomaga, so tudi misli pisatelja Jorgeja Bucaya, nekateri ga verjetno poznate. Tele so iz njegove knjige Zgodbe za razmislek. In on pravi, ne, pomembna stvar je, da sprejmem, kar je, pa ne v smislu neke pasivne vdanosti, tako pač je, nič ne morem narediti, ampak v smislu tega, da realno vidim, kaj je zdaj kaj se dogaja. In mogoče resničnost ni taka, ki si jo želim, ne, ali pa ne bo nikoli več taka, ki je bila, ampak je pač taka, kakršna je. To mi da pol pravo podlago za to, da se lotim stvari, ki jih pač moram spremeniti, če jih moram, ne. Drugo sporočilo, jaz sem to, kar sem. Zelo pomembno zopet, se vračamo nazaj k teh stebrom prožnosti, ne. In to ne pomeni zopet, da rečem, jaz pač taka sem, ne, jaz se ne morem spremeniti, tako ravnam, ne, tako včasih slišimo koga, ko gre za kakšne konflikte, pa reče, jaz pač tak sem, jaz eksplodiram in tako je. Ni to mišljen, ne. Gre za to, da uspem sebe sprejeti, seveda še tudi s pripravljenostjo, da, ne vem, kar se tiče nekih stvari, da jih spremenim v svojem vedenju, ampak v osnovi jaz kot Mateja, jaz kot človek sem v redu, ne, sem vredna spoštovanja, imam dovoljenje, da sem tukaj na tem svetu, ne, ker nekateri ljudje imajo na to prvinsko oziroma to bazično potrebo, zopet po psihološko rečeno, neko prepoved, ne, zaradi vzorcev neke popotnice, s katero so odraščali v svojem otroštvu lahko, ne. In še tretja pomembna stvar, da si ti, kdor si, ne, na isti način, kot da sem jaz, kdor sem. To se mi je zdelo tako ena taka, na kratko povedano, na pomemben temelj, zato da lahko drugače ravnam. In če se vrnem k sprejemanju, ne, sem že prej rekla, ne pomeni pasivno sprejeti, ne, pa reči, pač tako je, a ne, nič se ne da spremeniti. To ne pomeni to, ne. Tudi Jon Kabat-Zinn je rekel, ne, sprejemanje ne pomeni tega sprijaznenosti. Včasih zahteva ogromen moči pa poguma, da sprejmem to, ne, ampak to mi pol da izhodišče, da ravnam. Včasih moram tudi veliko spremeniti, ne. In v osnovi, ko uspemo pogledati na stvari drugače, da se vrnem na začetek mojega predavanja, ne, se že sama dinamika lahko spremeni, ne. Zdaj, mogoče še par vprašanj, ki nam lahko pomagajo se odzvati na drugačen način. Ena je, a lahko to situacijo, to, kar se mi dogaja, vidim drugače, ne.
Zdaj to izziv grožnja je neka taka šolska orientacija, ampak jaz sem rekla drugače, ne. Ker včasih je takoj nek zaključek, to bo pomenilo to bo pomenilo to. Včasih je pomemben ustaviti pa reči, ok, a je še kakšna druga možnost, ne. Izjemno pomembna stvar, ki nam lahko pomaga, je se osredotočiti na to, na kaj lahko vplivam. Ne? To je povezano tudi s tem, kar sem prej govorila. Daleč vnaprej ne vem, na kaj lahko vplivam, ker ne vem, kakšne bojo pač neke realne okoliščine. Na kaj lahko vplivam v tej situaciji, kaj so neke stvari, ki jih lahko naredim, tja usmerim svojo energijo. Ne? Ker ena velika težava, ki nas lahko zelo obremeni, je ta občutek nemoči. Se pravi, občutek, da nimamo nadzora, občutek, da je vse odvisno od drugih ali pa od nekih, ne vem od koga. Ne? To nas vse ljudi večinoma spravlja v veliko stisko. Tako da ta del, da pripeljemo nazaj moč, ki jo imamo, da uspemo videti, na kaj lahko vplivamo, kaj lahko kontroliramo, nam lahko zelo veliko pomaga. Ne? In še eno vprašanje, kaj se lahko ob tem naučim? Ne? Kaj mi zdaj to govori? Kaj lahko za naprej od tega vzamem? In vsakič, že parkrat sem omenila, pa bom še parkrat, se zopet vračam k podpornim odnosom. Da jih vzpostavljam, negujem, cenim, ker to je tista naša pomembna zaščita. Meni je dal v enem obdobju tako, kot bi se zgodil en uvid, ki se včasih nam zgodi. Primarna motivacija je bila, da sem se lotila nekega projekta zaradi službenih potreb, ampak so bile povezane z osebno rastjo. In na začetku nekega procesa, bom rekla, izobraževanja, smo reševali tole preprosto lestvico. Se pravi, lestvico zadovoljstva z življenjem. Kratka, subjektivna ocena. In pa, ko sem to rešila, me je ta rezultat kar malo presenetil, ker je bil v smer tega, da moje zadovoljstvo ni lih nekaj, kar bi si želela, da bi bilo. In mi je dal kar veliko zamisliti. In potem po parih mesecih dela v okviru tega projekta, tako so izložili kar nekaj pomembnih sporočil zame in eno izjemno pomembno je bilo, ki ga želim deliti z vami, je ta moč pričakovanj, ki jih imamo, ki si jih postavimo in nekih okvirov, ki si jih tako fiksno določimo, kako mi moramo biti, da nekako vse, kar dosežemo in če gledamo skozi ta fiksna neka pričakovanja, nekako nima svoje teže. Tudi veliko enih stvari lahko narediš, pa jih ne vidiš ali pa jih ne znaš ceniti, kot da nič ne bi bile vredne. Tako da to mi je dalo misliti in mi je dalo neko motivacijo, da sem malo naredila reorientacijo svojega pogleda na življenje in to, kaj pričakujem in da znam stvari, ki jih naredim, ki jih dosežem, ki jih imam, videti na drug način, z več vpliva v pozitivnem smislu. Tako da to je tudi eno povabilo mogoče za vas, da malo pogledate, kako je s pričakovanji, z nekimi idejami, kako mi moramo živeti in kaj je tisto, kar šteje ali ne. In zopet, da se vrnem k sporočilom iz začetka, isti multimodalni kontekst, se pravi, različna področja, kjer lahko spremljam, koliko sem pod stresom, kaj se dogaja z mano in zopet različna področja, kjer lahko delujem, kjer lahko spreminjam, kjer lahko uvajam spremembe. Kombinacija
teh stvari bo verjetno dala najbolj uspešne rezultate. Sej, če karkoli naredimo, je boljš kot nič, zagotovo, ampak tisti pravi rezultati bojo bili pa v kombinaciji in verjetno skozi nek proces. In treba je skrbeti tudi za to, bom rekla, čustveno kondicijo. Tudi, ko nam gre dobro, je treba to prakticirati, ker včasih, ko smo tako fajn, kar malo pustimo. Kar pomembna je redna praksa in bom rekla tako, na nek način na zalogo si te pluske zlagati. Zaradi tega takrat, ko se stvari, saj vemo, ko se težke stvari zgodijo, ko se nabere veliko pritiskov, takrat mi zelo težko kreativno razmišljamo, kaj bomo vse se lotili, nam je težko še rečemo, zdaj nimam energije in časa še za to. In ne drži. In mogoče bi sam še par poudarkov rekla. Moč prijetnih čustev, s tem se veliko ukvarja Barbara Fredrickson, ona je tudi fajn knjiga, njena tale Love 2000. In njeno osnovno sporočilo je, da štejejo tudi mikrotrenutki povezanosti, ki jih imamo ljudje med sabo, ne samo z bližnjimi, tudi z drugimi. In da neke pozitivne socialne interakcije so z raziskavami dokazali, da ugodno vplivajo tudi na naš fizično zdravje. Ona pravi, tako kot rastline rabijo sonce, zato da funkcionirajo, mi rabimo prijetna čustva. In prijetna čustva so, če jih primerjamo z negativnimi, bolj pogosta, ampak manj močna. Negativna pa potegnejo pozornost zaradi tega, ker nas so praviloma bolj močne in nas tudi bolj angažirajo v to, da postanemo bolj pozorni na to, kaj gre lahko narobe. Prijetnih čustev je velika paleta. Zdaj, če bi sprašala, mi znamo včasih našteti, smo bili tudi mi presenečeni pri nas v timu. Sreča, veselje, zadovoljstvo, cela paleta jih je. Jaz sem jih vzela ven iz vprašalnika o samooceni pozitivnosti, je pa tudi na tej spletni strani Positivity Resonance pač ta vprašalnik objavljen in jaz osebno ga uporabljam za eno tako refleksijo, da malo prečekiram, kaj je bilo. S tem, da se uspem fokusirati, se pravi tudi na te pluske, ki so pomembni, da jih nekako pazim, ki mi dajo neko energijo. In mogoče sem še en košček iz ene od njenih raziskav, kjer so spremljali na to, kaj se dogaja, oziroma gledali tudi to, da pozitivna, neke te prijetna čustva lahko pomagajo ublažiti negativne, učinek neprijetnih čustev. In tle so dali ljudi, so vzpostavili neko stresno situacijo in po tej stresni situaciji so jim dali gledati nek film različnim skupinam. Eni so gledali film, ki so čutili, ki je bil zabaven, se pravi, tako je, zabavali so se. Eni so čutili zadovoljstvo, pri enem filmu ni bilo, je bilo nevtralno, kar se tiče, kaj doživljaš. Pri enem filmu je bil pa odziv žalost. In vidite, potem so pa zopet menili odziv telesni, kardiovaskularni odziv in še neke druge telesne reakcije in so ugotovili, da je šlo, da pri skupinah, ki so bile izpostavljene prijetnim čustvom, povezanim z zabavo, zadovoljstvom, se je najprej nazaj vzpostavilo neko ravnovesje, kar se tiče telesnega funkcioniranja. To je en košček iz mnogih raziskav, ki jih na to temo počnejo. Tega pa danes ne bomo delali, sem vam pa hotela samo kot idejo dati, mogoče poznate, meditacija ljubeče prijaznosti. Je pa še en način, kako v bistvu lahko nekako negujemo in smo pozorni na to pozitivnost, povezanost v odnosih, da si pomagamo usmeriti pozornost v to in potem posledično tudi negovati. Loving kindness meditation, tisti, ki boste iskali,
To je pač ta prava kombinacija in boste našli tudi primere, da prakticirate. Zdaj pa za zaključek samo še par idej. Pisanje dnevnika, enega verjetno pišete, eni ne. Tudi ta del, ne pravijo nevroznanstveniki, da so uspeli še to spremljati, ne, ampak na vsak način. To, da pišemo dnevnik, pa ni treba, da je zelo, zelo obširna stvar. Zopet lahko delim svojo izkušnjo. Jaz sem se odločila, da vsak dan probam najti 3 stvari, ki so bile fajn, 1 ali pa do 3 stvari, ki so bile izziv, ampak jih probam pol obrniti v to, kaj zdaj lahko s tem naredim, ne? Kako lahko drugače ravnam, mislim, kaj mi zdaj to sporoča. In mogoče še, da najdem kakšno stvar, ki jo cenim pri sebi. In na nek način potem to postane praksa, ali zato, da se umiriš, da se osredotočiš, da na nek način zaključiš tisti dan in ne grejo stvari mimo nas. Tako da to je pač eden od predlogov. Drug nasvet je, da vzemite si čas, da se spočijete, da se sprostite. Dober spanc je seveda tudi en pomembnih stvari. Če nam ga začne manjkati, je problem. In že uvid, vedite, je bil modar, je rekel, počivajte, polje, to tudi mi vemo, tista njiva, ki počiva, potem bo dala boljši pridelek, ne. In pomembno je, da znamo uživati, da si znamo poiskati neke stvari, ki nas veselijo, ki nas dvignejo, ki nam dajo energijo, ki nas navdušijo, ne. Ki se lahko potrdimo. Ko pa se nam zgodijo, če se nam zgodijo težke preizkušnje, ki nas zamajajo še bolj, povezane z kakšnimi velikimi izgubami, kot sem že prej rekla, vam pa res toplo priporočam, da greste skozi ta proces brez obsojanja, kako bi vi mogli hitro in da ste šibki ali karkoli. Se pravi, da si vzamete dovoljenje, da v svojem ritmu greste naprej in na vsak način, da zberete moč, da se povežete z drugimi, zato ker to, kot sem že parkrat omenila, je izjemno velika stvar. In zadnji modrec, ki sem ga vprašala za izkušnjo, je Nelson Mandela. Nekako se je po mojem obisku v Južni Afriki mi je tako usedel vse v srce. On je rekel, da je v osnovi optimist. Zdaj, je to, da je optimist povezan s tem, prej me je tudi Urška vprašala, je to se naučiš ali kaj, se rodiš s tem ali kaj, prav to ne znam povedati. Vem pa, da je to, da uspemo hoditi s pogledom obrnjenim v sonce, pa z nogami, da gremo naprej. In da je pomemben, da nas v našem ravnanju ne vodi, naša odločitev ne vodi strah, ampak upanje. Se pravi, da znamo ta fokus obrniti. In zagotovo je ta gospod to živel, saj poznamo njegovo zgodbo. Tale vložena sreča je pa eno izjemno simpatično darilo, ki sem ga dobila v enem vrtcu. In prav takole, tole je vložena sreča. Odprite po potrebi in odprite in uporabite po potrebi. Ja, in to vloženo srečo, jaz sem jo dobila, mi si jo vsi na nek način lahko zgeneriramo, da tako rečem, da jo bomo imeli na zalogi in skrbimo za to, da nam jo ne zmanjka. Zdaj bi vas pa za zaključek prosila, ker del skrbi zase in ena od stvari povezana s tem, da se dobro spoprijemamo s stresom, je tudi fizična aktivnost. Kljub temu, da je ura že pozna, vas vseeno prosim, da skupaj naredimo še eno fizično aktivnost. Ne bo treba delati počepov, nič, ampak
Malo se bomo razmigali, no. Zelo, zelo nežno, če ste za. Lahko? Ne, sramežljivo se, tle ste zbrani sami. Ok. Da sem vam naredila manjši problem, ne? Vse, kar bomo delali, ne, bomo stali seveda in bomo uporabili obe svoji roki. Začeli bomo pa takole. Eno dlan in en prst. Ja? Skratka, zaključek, da rečemo takole. Skupna popotnica, ne, da malo strnem. Kaj nam lahko pomaga? Da dihamo mirno in skrbimo zase z nežnostjo in sočutjem. In zdaj bomo uporabili 2 prsta. Ja? In bomo negovali pozitivne in sočutne odnose z drugimi in ko bomo rabili, lahko prosimo za pomoč in jo lahko tudi ponudimo, ko jo nekdo drug potrebuje. Zdaj pa rabimo že 3 prste. Ja? In stvar, ki lahko tudi pomaga, je, da smo pozorni in negujemo prijetna čustva, neprijetna pa objamemo s sočutjem. In zaupamo, da ne bojo večno trajala in so naša in niso napačna, čeprav lahko kdo govori, da so. In zdaj imamo 4 prste. Ja, in lahko poiščemo ali pa si ustvarimo priložnosti za to, da razvijamo, negujemo naše strasti, da smo radovedni, se učimo, rastemo in uživamo. In zdaj rabimo vseh 5 prstov in izberemo misli, ki nam odpirajo pogled in naše poti, da se smejimo in hodimo s pogledom zbrnjenim v sonce. To je bilo to. In en plos za vse vas.